Bizeljskega prihaja na podeželje v mestu v Ljubljani tudi turistična kmetija Balon. Vi se najbrž tudi danes v tem lepem majskem vremenu, dan pred 25. majem, počutite dobro? Ja, sigurno. Dokler je toplo, dokler je sonce, je vse super. Kako pa ste zadovoljni s prodajo? Kar v redu. In kaj vse ponujate? Ponujamo že tradicionalne naše salame, svinjsko jelenovo, za katero smo letos dobili bronasto medaljo na Ptuju oziroma priznanje. Salamo z divjim prašičem in pa špehovko, za katero smo pa dobili zlato priznanje. Se pravi, da tudi uvajate kaj novega v vašo mesno linijo? Ja, špehovka je zadnji proizvod, s katerim smo začeli. Sicer ga tudi delamo že 2 leti, ampak na ocenjevanje mislim, da smo dali letos prvič. Zakaj pa se kupci najbolj zanimajo danes, recimo? Za salame. Jelenova salama je v Ljubljani kar najbolj aktualna. Nam lahko mož pove, da nimo, koliko prašičev vzrejate na vaši kmetiji? Ja, letno zredimo in zakolamo okrog 150 prašičev na leto. In jih predelate v vse? Predelamo večinoma vse v izdelke, mesne izdelke. Ja. Po zimi to večinoma delamo tudi, ne, in tudi predelujemo, poleti pa prodajamo bolj. Ob mesnih dobrotah pa imate tudi še marsikaj drugega, žganja pa vino. Večinoma vino, 6,5 hektarja imamo vinograda svoje lasti tudi. Ne? Žganje pa nekaj malo slivovke imamo tudi doma, pa veljamovke. Sorte vina? Šardonnay, zeleni savanec, pa večinoma rumenega muškata. To imamo predelamo suha, pol sladka, pa sladka vina. Kako pa ste zadovoljni z obiskom na kmetiji? Na kmetiji malo upada obisk. Čemu pripisujete to dejstvo? Verjetno v tej naši recesiji, ja, verjetno je vzrok to. Ljudje bi radi šli, kličejo, ampak ko ti postavljajo sami ceno, ne gre. Kaj pa tujci? Vi ste tudi na meji s Hrvaško? Tudi Hrvatje se vračajo počasi nazaj, ker Bizeljsko je bilo vedno znano, da so hodili hrvaški gosti k nam. Drugače pa od tujcev zaidejo takole z avtodomi, ko se vozijo po Sloveniji ali pa ko so v toplicah, odidejo s toplic in se ogledajo okolico in poskusijo naše stvari. Kajti tudi vaša okolica je idilična, pravlična. Pravlična, res imamo vse hribčke dolince, repnice, kot veste, in so še vedno aktualne. Kolesarske poti, peš poti, na Bizeljskem jih imamo 5. In repnice lahko, kolikor vem, brez davka širite? Brez davka? Brez da bi plačali davek za širitev, denimo. To ne vem. To da si povečate površino, ne da? To bi morali vprašati tiste, kateri imajo repnice. Mi je ravno nimamo, ne, ker nismo na takem terenu, ampak zakaj pa ne? Ker imate tudi bučno olje, me zanima, koliko buč pridelujete na kmetiji? To smo začeli v zadnjih 2-3 letih z manjšimi površinami in če se bo to dobro prijelo, bomo razširili. Bučno olje je odlično. Hvala. Sem ga že pokusil. No, hvala. Dobro, še naprej uspešno prodajo vam želim in hvala lepa. Hvala.